moji prijatelji na YouTube kanalu. Danes pa vam predstavljam svoj prvi nekakšen takšen uradni intervju. In sicer ob meni je, takole bomo rekli, Rok Cvetkovič. Lepo pozdravljeni. Bog daj. Mislil sem najprej 12 vprašanj postaviti za njega, zdaj pa je eno pa drugo, vroče je, poletje je, vsakemu se mudi, tudi meni se mudi, ker treniramo, on trenira, jaz treniram, ampak vse to nekako pride v toku intervjuja. Torej, prvo vprašanje sem si tako malo zapisal, je Hranigovci in, bomo rekli, Rok, tvoje otroštvo. Če pogledamo po točkah, rečemo nogomet, kruho, mleko, zobel, polenk, kaj še potem, gorice, vrt, pa to. Dobro, to zdaj nisem najbolj razumel. To so oporne točke, ki opisujejo Hranigovci in otroštvo. Ja. dobro. Potem je drugo vprašanje pa tvoje poslanstvo, tvoj poklic pa... Moj poklic, mislim moje poslanstvo, biti najboljši oče. Ja. Mislim najboljša različica. Ja. To je to. Kaj pa recimo Abo rad reče okolica in jaz v okolici? Ja, to pa go with the flow. Kaj to pomeni? Z tokom. Ja, dobro. In še tretje vprašanje vam, kot športnik, recimo, vidite to bom rekel takole, jaz moram zdaj malo povedati, da je športnik vsak, ki nekako se aktivno ukvarja z gibanjem, se nekako, bomo rekli, tudi razmiga in, bomo rekli, potem slovenska vlada pač reče, ti, ki si delal po naših teh merilih, boš dobil denar za športnika, ostali pa ni. Ne? To nekako je tipično. Torej jaz, ko imam ta projekt Everest 2023, to se ne smatra kot športni, kako se temu reče, projekt. Dobro, to imam za sebe in tak naprej in tak naprej. Dobro, no, zdaj pa recimo, kaj misliš ti, Rok moj, za naziv športnik? Kaj je za tebe športnik, recimo? Kot profesionalni ali samo rekreativni? Samo športnik. Športnik? Ja, to mora biti neka kemija do športa, ne? S katerim se, tako kot jaz sem kolo, to je moja druga ljubezen. No, to je tvoje njegovo kolo. Formula, ne kolo, formula. Ja. Formula. Dobro, zdaj tako bom rekel, da imam težke pogoje za snemanje, ne? Ampak Abo še ima eno vprašanje za tebe. Bonus. Ja. Kaj bi v primeru, ker si moj partner, takole lepo večkrat pišeš k meni, pa eno pa drugo, če bi naenkrat imel veliko denarja, ki bi ti nudil brezskrbnost, kaj in kako bi ti razmišljal takrat? To se pravi, Abo te želi že pripraviti na stvari, ko bo tudi on bogat, ne samo jaz, ne? Torej, kaj bi, če bi imel nekakšno boljšo denarno varnost ali, kak se temu reče, internetne denarje zdaj v oblaku. Če ga dobimo, potem boš ti lepo zaslužil, kaj te tudi ta nastop, se ti kar tak ne bo, bomo rekli, brisal, ampak bo tu denar v ozadju. Kaj praviš? Kaj bi z denarjem, če bi ga imel? Ni denar vse, ne. To je moj odgovor. Moraš biti bogat v srcu. Ja. Ne? Potem je vse ostalo. Kak pa bi gospodaro ti? Ti bi dal, Enako kot zdaj. bi dal takoj polovico svoji dragi, ali bi rekel, tu sem jaz na tem, pa... Prvi pogoj je, da ostaneš skromen. Ja. To je to. Če si skromen, potem vse steče. Ja. Je tak? Jaz nikoli, zdaj bom tako povedal, jaz nikoli
nisem to tako resno imel, kaj pomeni bogatstvo v denarju. Jaz sem imel službo in tako naprej, ampak zdaj vidim, kaj je tu, kakšna moč je v denarju. Vse se da urediti in vse nekako, bomo rekli, dosežeš, če imaš denar. Če pa ga nimaš, pa nekako takole, bom še malo pokazal. Rok je danes rekel, da bi mi celo prišel travo pokositi, avo pa nekako ni za to. Ne, tako bom rekel, vidite to, res je velika trava, ampak morate razumeti, da je avo tudi nekakšen takšen virt tukaj, ne, čeprav ni na papirju nič napisano, ne. Ali kako se temu reče. Dobro, daj zdaj ti pogled, koliko je gori, koliko sekund oziroma minut. 5 minut 48. Ni več? Dobro. Kratko in jedrnato. Še bi kaj povedal? Ne, to je prvi del. Dobro, prvi del. Dobro, spoštovani prijatelji na nekakšnem mojem internetnem kanalu, takole prek mobilnika Huawei 30 Pro sem nekako naredil intervju, tak kakšen je, kaj ti zdaj čemo. Vse, bomo rekli, se dela z ljubeznijo, kot je Rok rekel, da se naj dela čim več z ljubeznijo, potem pa jaz mogoče malo preveč študiram že na milijone in milijarde in tak naprej, ki so nekako v oblaku. Kaj bi z njimi naredil in koga bi zaprl in tak naprej. Pustimo zdaj to. Torej, spoštovani prijatelji, spremljate moj kanal YouTube naprej, prijavite se kot naročniki in hvala Google. Hvala tudi ostalim internetnim profilom. Tu je tudi Google My Business, potem je tu Google Zemljevidi in kot sem že omenil tudi moja prva prijava na internetu je bil YouTube. Torej, hvala lepa pa blagoslov iz Franigovec vam želi Kazimir in Cvetkovič Rok. Srečno pa varno dalje.